Zdaj vas bom jaz malo šokirala, ker vam bom povedala, da sem brala ameriške psihologe, ki so se kregali, ki so preiskovali te serijske morilce, kaj je najmočnejši nagon. In so prišli do tega, da je seksualni nagon najmočnejši nagon, močnejši od potrebe po hrani in močnejši od potrebe po vodi, recimo, in tako naprej. Se pravi, zdaj, ko gledate starejše ljudi po domovih, ne vem, koliko ste slišali za te zgodbe, jaz sem od teh terapeutov, ki tam delajo, kakšen razvrat se dela po teh domovih, ne mi oprostijo, to je metaforično, ne? Ampak posebej pri dementnem delu populacije, ko možganska kontrola se umakne, nagon splava ven in oni se zaljubljajo, sploh ne vejo, da so stari 90 let, 85 in tako naprej, zelo romantično se zaljubljajo in zelo se tudi telesno dotikajo drug drugega. Hočem povedati, da jaz verjamem, da pri umsko in duhovno manj razvitih oblekah oziroma osebah je ta nagon izven kontrole. Da ljudje, ki so zelo duhovno razviti, zelo intelektualno razviti, so tudi bolj zahtevni. In tudi ta njihov nagon seksualni ne pustijo glih na animalnem nivoju, da splava, pa da njim ukazuje. Jaz bi po tej vrsti delila primarno to delitev. Skratka, tisti, ki varajo, so na nižji duhovni stopnji. Recimo, da imajo, torej to je en segment. Drug segment je pač tudi travme in izkušnje, ki so jih imeli v otroštvu. Dokazano je, da spolno zlorabljeni otroci so bolj promiskuitetni in imajo tudi bolj čudne potrebe. Ali pa recimo biseksualni ljudje, ki se ne morejo opredeliti, tudi imajo večje zahteve, ki ti recimo ženi ne moreš reči, zdaj bi pa jaz, ne vem, analni seks, tam to lahko zahtevaš. Tako da sem prišla do enega sklepa, da te vse stvari je treba z vseh zornih kotov gledati in da tle užaljenost v prvi vrsti človeka, ki zve, da ga partner vara, ali tukaj smo se prej pogovarjali, da pošilja agente, da sledijo, jaz to ne bi nikoli naredila. Prišli bomo do tega, da bomo spoznali, da je seksualno področje najbolj intimno področje vsakega posameznika in jaz v to ne bi drezala, če so vse druge osnove v družini zelo kvalitetno urejene in zrihtane, mislim. Tisti pa promil, ki se ne varajo, ki gradijo, ki se poglabljajo, pa spet bo trčil, recimo, če ste vi 50 let z nekom po 10-15 letih, pa pride do tega, da se naveliča isto, kot a se sam rad samo seksaš, ali imaš drugega. To je isto, kot ti partner postane toliko del tebe, da ga obožuješ, ljubiš in tako naprej, ampak to pač niso ljudje, ki varajo. Mogoče vsake toliko časa se spustijo neko. To je toliko enih tem, mislim, za mnogo oddaj, za serijo oddaj. Če dovolite samo, da me ne vide misel, poudarila bi nekaj ženskam. Danes imate enake možnosti, to je poanta. Ne rabite se čutiti ponižane. Take lepe, recimo 25-30, ki jih mož prevana, ne rabijo jokati, pa trpeti, pa se bedno počutiti, ampak misliš, da morajo vrniti nazaj? Ne rabijo vrniti, samo zavest imajo, da moja junakinja se pogleda v ogledalo in prav mlada sem, lepa sem, iste pravice in možnosti imam. In to njo v bistvu reši, a ni boljš biti svoja in ljubiti se, kad se samo pomilovati. Je pa res nekaj. Danes se ni treba ženski več samo pomilovati. Varanje samo po sebi je skozi stoletja ustvarilo en mit, da je to neke vrste greh, skoraj kaznivo dejanje. To je iz te moške družbe izhajalo, imaš ti prav, skozi stoletja. Zdaj, ko smo v teh demokratičnih državah in ko silimo če dalje večjo enakopravnost moških ženskam, je pa to že tako, to je že greh, da je najmanjši greh. Če se ima ta dva rada, da si oprostita, da se tolerirata in živita kot jaz 51 let skupaj. Super, ampak vendarle pa je pri nekaterih to vzrok za ločitev. Spoštovana psihoterapeutka, sem videla tudi vaš pomenljiv pogled in vas bom potem povprašala še za vaše mnenje. Mi pa zdaj še nekaj besed o zakonskih razvezah.
Pred 30 leti smo imeli skoraj 12.400 porok. Število razvez je bilo sorazmerno nizko 2.300. Leta 2011 je bilo sklenjenih skoraj 6.700 zakonskih zvez, razvezalo pa se je enako število. Zakonske zveze trajajo zelo različno. Mi imamo primere od nekaj mesecev do par desetletij. Se je zgodilo, da smo tudi razvezali 2 zakonca po 50 letih zakona, ki se nam je zdelo vsem tako, bi rekla, malo nesmiselno. Ne? V praksi pa dejansko zadnje čase ugotavljam, da je dosti mladih, ki se razvežejo po nekaj letih zakona. Imajo zelo majhne otroke, 1 leto, 2 leti stare. To se mi pa zdi dejansko zaskrbljujoče. Po zadnjih statističnih podatkih razvezane zakonske zveze trajajo povprečno 13,4 leta. Ob razvezi je mož povprečno star 45 let, žena pa 3 leta mlajša. Vzroki za ločitev zakonske zveze so zelo različni. Od tega, da se eden od partnerjev naveliča od drugega, do tega, da obstaja med njimi kakšno psihično, fizično nasilje, ali do tega, recimo, da si eden od partnerjev obnaša od drugega partnerja, ali pa preprosto 2 nista več za skupaj. Sodišče ob zahtevi za razvezo ugotavlja samo nevzdržnost zakonske zveze, kadar eden od zakoncev zahteva preživnino. V teh primerih je za sodišče pomembno, kaj je bil razlog za nevzdržnost zakonske zveze. Imeli smo primer, ko je eden od zakoncev zahteval razvezo zakonske zveze, zatrjeval, da je zakonska zveza nevzdržna zaradi razloga, ker da ga drugi zakonec ne razume, pri čemer je zahteval tudi plačilo preživnine, na kar se je tekom postopka ugotovilo, da je bil ravno on tisti, ki je pač bil razlog za nevzdržnost zakonske zveze, kajti imel je številne partnerje tekom zakonske zveze, druge, ponočeval, ni prihajal domov in seveda sodišče v tem primeru zahtevek za preživnino zavrnilo. Ob razvezi potekata 2 ločena postopka. Postopek razveze zakonske zveze, kjer se urejajo statusna razmerja med starši in otroci in razmerje med zakoncema, drugi postopek pa je postopek delitve skupnega premoženja. Največji razlog za zaplet zakonske zveze je lahko to, eden od zakoncev se odloči, da se bo razvezal, drugi pa si tega ne želi, pomeni, da je čustveno prizadet in potem to čustveno prizadetost, to užaljenost manifestira tudi v odnosu urejanja razmerij med otroci oziroma potem kasneje tudi v premoženjskih razmerjih. In v teh potem primerih, kadar je eden od zakoncev prizadet, se lahko zgodi, da te postopke trajajo malo dlje. Na žalost, po izkušnjah Mauserjeve, v večini primerov nastradajo otroci. Preden rečemo nekaj besed o ločitvah, o tem, kako preboleti razhod partnerske zveze in tudi kako pomagati otrokom, še komentar za nazaj. Spoštovana Maja Kus-Ambrož, prej v prejšnji debati smo lahko videli, da zelo različno dojemamo to, kaj pomeni biti zvest, kaj ne biti zvest in nenazadnje tudi, kaj nas prizadene in boli. Pravzaprav bi se kar obrnila na to vaše zadnje, kaj ste rekli. Zelo različno dojemamo to in jaz mislim, da je prav, da smo različni in da različno to dojemamo in zato se mi zdi neko posploševanje tukaj v tem nivoju precej občutljiva stvar. Ljudje imamo svoje vrednote postavljene tako, kot jih imamo in če nekomu zvestoba ena izmed višjih vrednot, se mi zdi prav, da se dejansko znotraj partnerskega odnosa ta zvestoba tudi definira kot izredno pomembna. In v primeru, mislim, lahko je tudi to definirano kot izredno pomembno zadovoljenje, če želite, ampak mislim pa, da je zvestoba vseeno ena izmed stvari, ki izredno prizadene in ne nazadnje, kadar gre par narazen, partnerja izgubita nekaj, kar je bilo njima dolgo pomembnega, torej drug drugega. In žalost je neka čustvo, ki je tukaj v tem delu v bistvu pričakovano. Pričakovano je, da se tudi žaluje za partnerjem. Vsak sicer na svoj način, seveda lahko vzamemo to z dvignjeno glavo in z dostojanstvom, ampak vseeno mislim pa, da je prav, da si damo tudi dovoljenje na to, da kdaj zajokamo potem, ko nas partner zapusti. Kaj nam lahko najbolj pomaga takrat, ko boli? Spet je to stvar vsakega posameznika. Meni pomaga sladoled. A res? Meni ne. Se pravi, je vsakemu nekaj drugega, ampak definitivno mislim pa, da smo ljudje bitja, ki stremimo k odnosom, tako da verjetno kak prijateljski pogovor ali pa neko sočutno bitje poleg tebe zna priti prav. Kdaj pa je čas potem za novo zvezo, da ne pride do tako imenovanih hokejskih menjav? Hokejske menjave? Ja, dobra prispodoba. Jaz mislim, da je čas za novo partnersko razmerje takrat, ko se pravzaprav sami pri sebi umirimo, ko najdemo sami svoj mir, ko najdemo sami sebe, ko ugotovimo, kaj želimo mi, ko pravzaprav raziščemo, kakšna je naša vizija o partnerstvu, ko ugotovimo, kakšen partner bi pasal v to vizijo in nenazadnje, ko ugotovimo, kaj je v prejšnjem razmerju manjkalo, zato da v bistvu ne bi ponovili
nekih vzorcev, ki smo jih imeli odprej. Še ena pomembna stvar so vzorci. Kadar vidimo, da prihaja do nekih težav, ki so se pojavljale v različnih naših razmerjih, v odnosih, nujno partnerskih, lahko so prijateljski, gre v bistvu za vzorec. In dobro je, če bi takrat prisluhnili sami sebi, se zazrli vase in ugotovili, kje mi v bistvu v tem vzorcu sodelujemo. Brala sem vaše knjige, katerih sem že dejala, da se zelo veliko ukvarjate z prevaranimi ženskami in tudi ženskami, ki varajo. Dva taka ekstrema sem našla v knjigi Na hrbtu črnega žrebca. Pišete, ženska je v svojem bistvu posesivna, želi smrt tisti, ki ji vzame njenega moškega. Ženska prej ubije, če res ljubi, kot da bi delila. V knjigi Bog ima živce pa ste zapisali, da je sin prišel k materi in ji dejal, mami, oče mi je povedal, da ima rad drugo in da naj jo bo zapustil. Odgovorila sem mu, bežino žigec, zaradi tega se ne joka, ampak veseli, kaj ni to lepo, če se imajo ljudje radi. Mislite, da se da tako z lahkoto odpustiti, če imaš nekoga res rad? Veste kaj, to se je res zgodilo moji prijateljici in to je njen sin noter in jaz sem bila takrat z njo, sem ji pač pomagala v tej težki fazi življenja. Ona je pač je zdravnica, doktorica celo in je svetska ženska, čudovit karakter. Ona svojim sinu ni hotela travme delati. Ko sva pa same med dve ostale, pa je to grozljiva bolečina in ponižanje. Moram reči, da jaz osebno, jaz sem še vedno skupaj s prvim fantom in partnerjem in možem in zdaj se lepo skupaj starava in zdaj le nama je najlepše, torej nimam izkušnje, da bi mi... Ne, nimam izkušnje, moram reči, da bi mi mož kadarkoli rekel, da ima manj interesa zame, da sva 37 let skupaj, 37, vsako jutro, vsako večer, kako si lepa, jaz te ljubim. Kje rastejo taki moški? Ne rastejo moški punce. Ženske moramo vas vzgojiti, da bodite takšne. Spoštujte se, bodite ponosne, zasledujte svoj razvoj. Najbolj, kar žensko poniža, to sem tudi raziskovala, kaj jo boli, ona se vsa razda družini, postane tepih, po katerem on hodi. On je car. On je car. In tukaj delate napake. Tukaj so moja mama in druge delale napake, jaz sem rekla, taka ne bom. In do dana današnjega nisem taka. Skratka, pomembno je vzgojiti prave moške, ne pa pričakovati, da bodo pravi. Pomembno je vzgojiti sebe prvo in reči, kaj spoštujem, pa smo pri pomembni stvari v življenju. Vrednote. Kaj spoštujem? Zakaj sem jaz danes svojim možem? Zato, ker sem hotela poštenega človeka, ki da besedo, da se jo drži, ker meni besedo zlomiti ne smeš. Jaz sem delala 10 let v marketingu, v komercijali, jaz ene pogodbe podpisala nisem, ker se je vedlo, kar Azra reče, to drži. Ampak, kdo se drzne meni dati besedo, pa jo ne držati, mora plačati svojo ceno. In vaš mož to ve. Azra, in on to ve. Azra, Tako, in Azra, kaj pa če bi ti on povedal, imam enega dne, recimo. Čez 3 leta. Da, recimo, ti bi povedal, imam drugo, ne morem brez nje tebe zapuščati. Super, to pomeni, prepisala bi demenci, nepremičnine so itak vse na ne. Vidi ga, evo, spet je premoženje. Hvala za Oprosti, to je pomembna stvar. To je tudi napaka, da so vzgajali dekleta, ali pa mene, ti imaš dolgi jezik, ne imej moža z denarjem, ker boš mogla biti tiho. Jaz sem si sama z mojim možem skupaj ustvarjala in pač seveda sem poskrbela. Kajti, če slučajno odpeketa ne gre god in bo tak, kot je meni prišel, pa ne zuno začne iz ljubezni znova. In k ljubezni